O Barovičevem skrivnostnem dopisovanju komentar dneva Boštjan Pihler. Občanke in občani Trboveljske občine se že dlje časa trudijo, da bi imeli možnost na referendumu izraziti svoje mnenje glede sežiganja odpadkov v Lafarge cementu. Medtem, ko so njihovi sosedje iz Zagorja referendum na to temo že izvedli, pa ga na območju Trbovelj onemogoča sama občina Trbovlje, ki neprestano išče razloge, zakaj naj bi bil referendum neizvedljiv. Zato se milo rečeno čudno sliši izjava trboveljskega župana Bogdana Baroviča zadnje tiskovne konference, ko pravi, da mu ni vseeno za 18.000 Trboveljčank in Trboveljčanov in da vse, kar počne njim v prid. Že izkušnje okrog neizvedenega referenduma govorijo, da mu ne moremo verjeti. Vendar Barovič gre še dlje in nas prepričuje, da je vsem ljudem v prid potekalo tudi njegovo skrivnostno dopisovanje s francoskim predstavnikom Lafarge cementa. A res? Če bi bilo to dopisovanje za vse koristno in ne bi bilo sporno, potem ga Komisija za preprečevanje korupcije zagotovo ne bi vzela pod drobnogled. Predvsem pa, če bi imel Barovič glede tega dopisovanja čisto vest, potem pisem ne bi skrival pred novinarji in javnostjo. Tudi na tiskovni konferenci, ki jo je sam sklical na to temo, jih ni upal obelodaniti. Tako za dejansko vsebino pisem še danes vedo le Barovič, predstavniki Lafarge cementa in protikorupcijska komisija. Ostali smo lahko izvedeli le nekaj malega o par grobih točkah vsebine, ki jih je premišljeno izbral in izpostavil sam Barovič. Toliko o tem, kako odkrit in spoštljiv je Barovič do javnosti. Vendar pa radovednost ljudi narašča, zato poskuša Barovič pozornost javnosti od vsebine pisem preusmeriti na osebo, ki je dopisovanje prijavila komisiji. To osebo ožigosa za hinavca, slabiča in človeka brez jajc, ki ga je potrebno linčati. Zakaj takšna prostaškost in že kar grozljivo hujskaštvo? Če pa je pravica in dolžnost vsakega državljana, da uradni ustanovi, kot je Komisija za preprečevanje korupcije, prijavi zadeve, ki namigujejo na koruptivnost. Sama komisija pa je na to tista, ki presodi, ali je zadeva vredna nadaljne obravnave ali ne. Sled vsega skupaj Baroviča pozivamo, da javnosti končno predstavi omenjeno dopisovanje, in to v originalu. To bi si vsaj žrtvovana, visoko obolevna zasavska javnost zaslužila. V nasprotnem primeru bo sam Barovič, če uporabimo njegov primitiven besednjak, izpadel hinavec, slabič in človek brez jajc. Sicer se nikoli nismo ukvarjali s tem, ali Barovič jajca ima ali ne, vse pa kaže na to, da če jih ima, so leta kukavičja.